Beletrina v živo. Pozdravljeni v podkastu Beletrina v živo, kjer se bomo tokrat pogovarjali o knjižnem programu Beletrine v letu 2025. Z nami sta glavni urednik založbe Urban Volk in urednica zbirke Žametna Beletrina Branka Fišer. Pogovor bo tekel o ključnih poudarkih iz programa, zanimivostih iz zakulisja in njunem pogledu na literaturo. Branka, Urban, pozdravljena. Živa. Kot prvo vprašanje, morda, kako bi opisala letošnji program Beletrine v nekaj povedih in kaj je bil glavni cilj oblikovanja tokratne sezone? Torej, jaz bi letošnji program opisal kot da je zelo primerljiv z lanskim ali pa predlanskim po obsegu, da je približno enako tudi barvit, pester, da imamo predstavljeni nekako avtorje in avtorice različnih generacij, z različnih delov sveta, da začenjamo novo 5-letko klasične beletrine, da otvarjamo novo zbirko literature sveta, nadaljujemo žametno, zvezdno in pa seveda tudi z izdajanjem humanističnih del, tako da v bistvu brez nekih radikalnih sprememb nekako držimo neko kontinuiteto z zastavljenimi cilji v preteklih 2-3 letih. Hvala. Jaz bi znotraj žametne mogoče samo še dodala, da bo letos prinesla nekaj zvezdniškega prahu. Saj namreč izdajamo kar nekaj biografij znanih zvezdnikov, tako domačih kot tujih. Super. Urban, katere knjige iz letošnje zbirke pa tebe osebno najbolj navdušujejo in zakaj? To je vedno težko reči, ne. Zdaj, kot glavni urednik se izogibam temu vprašanju, ne, ker to je tako, kot bi me kot starša vprašali, kateri otrok mi je ljubši. Se mi zdi, da seveda imam poseben odnos do knjig, ki jih sam izvršno urejam, ker se seveda z njimi malo tesneje povežeš, tudi z avtorji, ki jih ustvarjajo, pa s prevajalci, ki jih prevajajo. Tako da tukaj ne bi mogoče nobene knjige posebej izpostavil. Zdaj, mogoče bi se navezal na to, ker so zdaj v zadnjih letih smo imeli recimo več zelo uspešnih trilogij. Najprej Irena Svete, ki se je iztekla leta 2023, pa Feri Lašček v letu 2024, tako da bi mogoče izpostavil tukaj Toneta Partljiča, ki začenja novo tetralogijo, ne, tako je zamišljeno, o Prežihovem Vorancu, in pa Vesno Milek, ki nadaljuje s Kleopatro, po vsej verjetnosti v 2 delih, ampak glede na to, da nas je že v preteklem letu močno presenetila in pa tudi, da smo se v bistvu tik pred zdajci odločili za to, da knjigo razkosamo na 2 dela, se pustimo presenetiti. Super. Kot rečeno, bo letos spet išlo kar nekaj klasičnih del. Zakaj je pomembno, da ta dela ohranjamo v obtoku? Pa jaz mislim, da že to vprašanje je najboljši dokaz tega, da potrebujemo tako zbirko, ne? Ker če je v tem še vedno vlada neko zanimanje oziroma da se nam zastavlja to vprašanje klasiki da ali ne, pomeni, da je najboljši možni odgovor na to vprašanje ali pa na to dilemo s tem, da s tem nadaljujemo, ne. Mislim, da nek odnos do klasik, nek spoštljiv odnos do klasike konec koncev tudi utemeljuje vse nove trende v literaturi in jih postavlja v nek širši zgodovinski in pa okoljski kontekst. Mislim, da je prav, da so knjižni klasiki se zelo lepo starajo tudi, ne. Recimo v primerjavi s starimi filmi, ki si jih ljudje mogoče v kinoteki precej redkeje ogledujejo, pa tudi na televiziji zelo redko recimo najdejo svoj prostor, pa se mi zdi, da se literarni klasiki v tem smislu nekoliko bolj starajo, ker imajo še skozi dosti široko občinstvo. In
nas še vedno nagovarjajo z nekimi temeljnimi temami, vprašanji, dilemami, ki so večne, ne. Seveda, če zlasti recimo v okviru festivala Fabula, ne, kjer recimo smo priče nekim novim trendom v literaturi, izrazito mladim avtorjem, sodobnim temam, tudi izzivalnim, ki recimo se odzivajo na nek trenutni tu in zdaj, pa seveda poznamo v umetnosti, kulturi, pa tudi na splošno tudi neke železne teme, bomo temu tako rekli, ki nikoli ne bodo zastarale. In tako. Seveda je pa potem vprašanje tudi jezikovne osvežitve starih prevodov. Pri Beletrini smo se tega lotili, tako da v pretežni meri oziroma skoraj izključno se odločamo za nove prevode klasičnih del, kar se mi zdi posebna osvežitev pa obogatitev za slovenski knjižni prostor. Res je. Od klasičnega pa k sodobnemu. Branka, kako bi opisala koncept žametne beletrine v letošnjem letu? Za razliko od klasične, ki jo je Urban predstavil, je seveda žametna beletrina zbirka, ki prinaša nekoliko bolj komunikativne naslove, s katerimi skušamo nagovoriti najširši krog ljudi in jih znova privabiti ali pa sploh privabiti k branju. In izkušnje, tudi pretekli podatki nam kažejo, da ljudje zelo radi prebirajo knjige znanih ljudi. Zato je, kot sem že na začetku omenila, mogoče fokus letošnjega programa žametne na biografijah oziroma avtobiografijah. Verjetno je vrhunec programa avtobiografija papeža Frančiška, enega največjih duhovnih voditeljev sodobnega časa. Gre za avtobiografijo, ki jo je prvič v zgodovini katoliške cerkve napisal papež sam in bo tudi dejansko izšla za časa njegovega življenja. Ponavadi se je to dogajalo posthumno. V prevodu Janka Petrovca bo pri nas ta knjiga izšla septembra. No, še pred tem pričakujemo prav tako zanimivo avtobiografijo legendarnega hollywoodskega igralca Ala Pacina. Njegov ples v kultnem filmu Vonj po ženski je že zdavnaj postal del kolektivnega spomina. Tukaj bomo še veliko drugega izvedeli o njem, o vseh ženskah, ki so ga ljubile, o vseh vlogah, ki jih je odigral in naštudiral, pa seveda bo govoril o svoji največji strasti, torej igranju. No, strast do igranja je skupna še enemu avtorju, oziroma niti ne avtorju, portretirancu knjige, in to je Nikola Jokić. Gre za vrhunskega srbskega košarkaša. Njegove knjige se izjemno veselim, in ko sem malo pred tem pogovorom govorila s prevajalcem Simonom Demšarjem, je rekel, da ga je knjiga tako navdušila, da je kar ni mogel nehati prevajati, tako da bomo dejansko dobili prevod še nekaj časa pred načrtovanjem. Šport, ki je mogoče drugi skupni imenovalec letošnjega programa, pa bo prisoten oziroma bo o njem veliko govora tudi v knjigi legendarnega slovenskega športnega komentatorja Andreja Stareta. Njegova knjiga bo izšla ob njegovi 70-letnici, no, ob svojem jubileju pa bo knjigo in tudi svoj novi album izdal prvi slovenski punker Pero Lovšin. Pa če gremo še malo nazaj k športu, sta vedela, da ima papež zelo rad nogomet, da ga skoraj obožuje.
mogoče malček manj kot tango, ki je prav tako njegova velika strast. No, nogometaš pa bi skoraj zagotovo, če se ne bi odločil za duhovniški poklic, postal tudi Peter Opeka oziroma Pedro Opeka, argentinsko-slovenski misionar, ki na Madagaskarju že več kot 35 let pomaga ljudem. Tudi njegovo zgodbo bomo dobili v letošnjem letu. Wow, slišiš se res zelo bogato in zanimivo. Zbirka torej ponuja različne žanre, od kriminalk, ljubezenskih zgodb in zvezdniških biografij. Katera pa je recimo tebe najbolj navdušila, zdaj če pa ti lahko izbereš? Tudi jaz imam 2 sinova, tako da bi zelo težko rekla, kateri je tisti, ki mi je najljubši. Seveda so me vse te biografije navdušile in nestrpno pričakujem, da pridejo v slovenski prostor. Prav tako pa sta tukaj še 2 italijanski avtorici, ki bi jo mogoče posebej izpostavila. Dobili bomo prvi prevod, verjetno ene najmočnejših sodobnih italijanskih avtoric, Donatele di Pietrantonio, lanskoletne dobitnice nagrade Strega. Izšel bo prevod njenega verjetno najbolj znanega dela La minuta oziroma Vrnjena. Potem pa je tukaj še mlada Torinčanka Beatrice Salvioni, ki pa je s svojim prvencem Prekleta. To je taka ferrantejevska zgodba na ozadju fašistične Italije, govori pa o prijateljstvu 2 deklet. No, ta zgodba je zelo začarala bralce širom sveta, prevedena je v več kot 35 jezikov in res se zelo veselim, da bo z nami. Moram pa omeniti še enega, mogoče meni najljubšega avtorja znotraj letošnje bere knjig, in to je Andrej Aciman, verjetno najbolj znan zaradi knjige Pokliči me po svojem imenu, po katerem je bila posneta filmska uspešnica, ki je takrat med zvezde izstrelila še rosno mladega Timoteja Chalameja. Tudi ta knjiga ima naslov Gospod iz Peruja, prinaša lirično pripoved o hrepenenju, poželenju, večni ljubezni, izgubljenih ljubljenih. Izpisana je na tipičen mojstrov način, postavljena pa na slikovito amalfijsko obalo. Za to knjigo sem prepričana, da bo v prtljagi marsikoga na poletnih počitnicah. Urban že prej si omenil, ampak v letošnjem letu je torej še ena novost, in to so literature sveta. Zakaj gre pri tej zbirki? Jaz mislim, da v prvi vrsti za eno zelo lepo zgodbo. Zbirka bo povezala 2 festivala, ki jo organiziramo pri založbi Beletrina. To sta Dnevi poezije in vina in pa Fabula, ker knjige, obfestivalske knjige so do zdaj izhajale pač bodisi v redni zbirki ali pa v žepnicah, tako kot Fabula. Zdaj se nekako ves ta program seli pod okrilje nove zbirke literature sveta. Osnovni koncept zbirke, če ga zelo na kratko povzamem v osnovnih črtah, je ta, da bodo v tej zbirki izhajala dela še živečih svetovnih avtoric in pa avtorjev, in pa da bomo s tem nekako si tudi mogoče se malo razbremenili tega stresa, ki nas je vedno spremljal ob ustvarjanju festivala Fabula. Namreč tukaj vedno je bila težava zelo ozko časovno okno, ko smo recimo dobili neka zagotovila, da bo avtor dejansko navzoč na festivalu, smo potem se seveda morali tudi ob tem izdati novo knjigo tega avtorja oziroma avtorice, in tudi včasih je bilo tukaj res zelo malo časa, tako da je to ustvarjalo neko stresno okolje, in zbirka literature sveta bo omogočila, da se dela še živečih avtorjev nekako naredijo, prevedejo v nekih bolj mirnih okoliščinah, z daljšimi časovnimi roki, tako rekoč na zalogo. In potem, ko dejansko se ustvarijo pogoji
da eden od teh avtorjev tudi obišče Slovenijo, je potem tukaj imamo v bistvu že pripravljeno neko knjigo, ki jo bomo v okviru festivala tudi posebej predstavljali in bo tako spodbujena s festivalom deležna še posebne pozornosti. To je čist praktičen vidik, konceptualno vodilo je, kot rečeno, sila preprosto, bo pa prednost je pa tudi ta, da bosta dva festivala pač povezana pod okriljem iste zbirke, česar v preteklosti ni bilo. Super. Branka, žametna beletrina pa vključuje številna dela, ki so uspešnice, recimo na Instagramu, TikToku, portalu Goodreads. Pa me zanima, kako poteka izbor del, ki se bodo prevedla v slovenščino. Žametna je torej koncipirana kot zbirka, v kateri bo vsakdo našel kaj zase, tako tisti, ki prisegajo na napete kriminalne romane, lirične, ljubezenske zgodbe, družinske sage, zgodovinske epopeje, biografije, avtobiografije. Ker seveda želimo nagovoriti čim širši krog ljudi, iščemo knjige, ki so se že uvrstile na lestvice najbolj priljubljenih, najbolj prodajanih knjig na tujih knjižnih trgih, sledimo dogajanju na tujih knjižnih trgih. Iščemo knjige, ki bi morda lahko še postale uspešnice, spremljamo aktualne trende na tem področju, tako na primer pač veliko priljubljenost japonske literature, zato smo lansko leto recimo izdali 2 knjigi z japonskega govornega področja in obe sta poželi zelo veliko navdušenje med bralci, še posebej tale maček, ki ga imamo tudi tukaj spredaj na mizi. Seveda ne zanemarjamo slovenskih avtorjev, oziroma ravno obratno, zavedamo se, da so slovenski avtorji zelo pomembni, saj nemalokrat njihove knjige postanejo naše največje uspešnice, zato seveda iščemo zanimive zgodbe slovenskih avtorjev. Lani je bila že omenjena knjiga Vesne Milek, katere drugi del seveda vsi nestrpno pričakujemo, mogoče tudi tretjega bomo videli. Zgodbe so torej tiste, ki so predvsem pomembne, zgodbe, ki pritegnejo, ki nam zlezejo pod kožo, ki jih ne moremo odložiti. Seveda pa je poleg vsebine ravno tako pomembna način, kako je ta zgodba upovedena, kako je podana. Torej, tako vsebinsko kot slogovno seveda morajo te knjige zadostiti določenim parametrom. Gre sicer za komercialno, za bolj komunikativno zbirko, vendar pa ne gre za trivialne naslove, ki bi jo umeščali. Beletrina pa tudi sledi sodobnim tehnološkim trendom, kar se tiče e-knjig in zvočnih knjig. Portal Beletrina Digital zdaj že nekaj mesecev dobro deluje. In me zanima, na kak način se povezujete. Zdaj recimo Lanšček pa Vesna Milek sta bila recimo že predstavljeni od lanskih izidov na portalu Beletrina Digital, ne, se pravi, da najprej da knjiga nekako že sočasno zaživi tudi v zvočni obliki, to se mi zdi zdaj velika prednost. Recimo pri Vesni Milek smo začeli s snemanjem zvočne knjige že v sklepni fazi produkcije, torej med samim prelomom. Potem ena posebnost, ki bi jo veljalo omeniti, je recimo tudi knjiga Marka Verteva in pa Davorina Lenka, ki je še pred Vesno Milek izšla, ki jo je prebral sam avtor oziroma portretiranec v rekordnem času, mislim, da v nekaj dneh, kot to zmore samo sam avtor oziroma nekdo, ki knjigo res zelo dobro pozna, ki jo tako rekoč na pamet obvlada, tako da te zadeve so zelo lepo stekle. V letu 2025 imamo v načrtu tam 24-25 knjig posebej izpostaviti v okviru portala, tako da bi recimo
naročnikom omogočili, da imajo neko ekskluzivno pravico oziroma dostop do elektronske oziroma zvočne knjige res v kar se da hitrem času, se pravi, da ne zaostaja za tiskano izdajo, bistveno kot je bilo to recimo v preteklosti. Bojo te stvari predvsej časovno sovpadle. In bo tudi tukaj posebna promocijska akcija, posebna marketinška akcija tudi za te knjige, ki smo jih vključili v ta bolj izpostavljen segment letošnjega programa. Super. In zdaj še zadnje vprašanje za oba. Kaj trenutno berete? Na knjižni polici oziroma na nočni omarici je vedno kar precej različnih knjig. Nekatere so tiste, ki jih berem zaradi tega, ker jih urejam, izvršno urejam. Nekatere so tiste, o katerih razmišljam, ali bi jih izdali ali ne. Nekatere so seveda samo za mojo dušo, ki morebiti nikoli ne pridejo v program, ne te nekatere druge založbe. Se je pa mogoče povezalo vse troje sedaj pri romanu že omenjene avtorice Donatele di Pietrantonio. Berem njen najnovejši roman, za katerega je lani prejela Strego, Leta fragile. Jaz sem pa ravno v poznih večernih oziroma že nočnih urah končal z uredniškim branjem romana Dore Šustić Psi. Roman izide v okviru festivala Fabula v novoustanovljeni zbirki Literatura sveta, o kateri smo prej na kratko se pogovorili. Tako da moram reči, da gre za zelo vznemirljiv roman, da je tukaj gre za zgodbo, ki je na prvi pogled mogoče klasična, namreč za odnos med starejšim moškim in pa mlajšo žensko. Vendar glede na to, da se vse skupaj dogaja v zanju oba tujem okolju, se pravi, da je on Turek v Pragi, ona pa Hrvatica, da gre za netipično ljubezensko zgodbo med starejšim moškim in mlajšo žensko, ker je v bistvu on zdaj tukaj prišlek, nekako so njune pozicije zelo izenačene, se pravi, ne gre za neka klasična razmerja moči, na eni strani mogoče mladost, lepota, na drugi strani nek družbeni vpliv in tako naprej. Tako da moram reči, da so tukaj stvari zelo nekonvencionalno zastavljene, da je roman zelo duhovit, luciden, tako da sem zelo užival ob branju in pa urejanju te knjige. Kot zanimivost naj pa izpostavim, da v romanu nastopi tudi Ljubljana. S pridevnikom, ki mogoče marsikomu ne bo všeč, brezvezna, ampak recimo naj bralci razkrijejo, zakaj. Pa kaj recimo to pripovedovalko privede do tega, da jo označi s tem pridevnikom. Tako da vsekakor zelo priporočeno branje. Super, hvala. Bomo dobili na festivalu Fabula in vsi se že zelo veselimo. Tako. Najlepša hvala obema, res se zdaj še bolj veselim letošnjega knjižnega programa. Mislim, da bera prinaša res pestro in bogato bralno zalogo. Vam pa najlepša hvala, ker ste nas poslušali in adijo do prihodnjič. Hvala. Beletrina v živo.